Dobrodošli nazaj v Vlogmas. Danes sem se odločila, da na polno prenovim moj setup, tako da, če te zanima, kako je to šlo, glej naprej. V glavnem, prej je bil moj setup dosti boring, v bistvu jaz sem bolj kot ne prišla noter v stanovanje in sem rekla, neč tam naj bo računalnik, nič nisem razmišljala o tem. Zdaj sem se pa končno odločila, da mačke naredim nekaj posebnega, da pač naredim tudi backdrop, da bom lahko snemala za mojim računalnikom in da bo pač ozadje lepo. In moj fater mi je dal za božička tole sliko ozadje, ki sem jo pač propopala na zid in sem okrog dala lučke. Tako da, this is what it looks now. Tako da, pogledajte zdaj cel proces, kako je to šlo. V glavnem, ja, odločila sem se, da bom spet spremenila svoj setup, tako pač bom verjetno naredila spet čez par mesecev, ker jaz moram imeti skozi neke spremembe v lifeu. In ja, mizo sem si prestavila na drugo stran in valjda sem jo mogla pač spucati, ker sem imela ogromno enih stvari, ker te mize basically ta mesec sploh nisem jaz uporabljala, bolj jo je Jan, ker jaz nisem imela cajta na PC-ju biti, ker jaz sem delala bolj kot ne vse na MacBooku, teda sem spucala mizo in jo pripravila, da bom pa zdajle od božiča pa do novega leta skozi na računalniku, ker bom verjetno skozi igrice špilala, ker kome čakam, da začnem igrati Infinity Nikki, ker jo obožujem in se ful veselim. In pa sem se pa spravila pač tole sliko gardevati, da še enkrat hvala Ati, da si mi jo dal, ker je pač amazing. Tu sem zdaj ugotovila, da je narobe obrnjena, da sem jo pač mogla pravilno obrniti in sem jo enostavno s selotejpom nalepila na steno in zdaj stoji in je super. In pa sem dala čez še ta tool, ne vem, kako se temu reče, da je pač tak malo bolj efekt, da veš, da se ne vidi, da je sam slika zadnji, da je kao, ne vem, okno, I guess, not really, ampak ja, pač meni se je zelo full cool ideja, pa tak malo bolj cute, pa whimsical deluje in je pač, ja, cute v glavnem. Pa sem vzela še tele lučke, ki smo jih imela prej na uni strani, pa sem jih pač prestavila na to stran, zato da se je pač malo bolj skladalo s tem dizajnom, ki je to okno, pa da zgleda, kot da so zvezdice okrog. Ne vem, no, pač to je bila neka moja ideja, ker sem pač kao Solo in Star Wars mi veliko pomeni in, ja, ne vem, pač vesolje Star Wars, a veš, kao smešno, ja, no, v glavnem, tekle zgleda. Stol sem spet predstavila, zaradi tega, ker mora zdaj tukaj biti plac za smrekico. In tole luč sem tudi dobila od Atija in bo tek zadaj za jelkico, zato da bo pač lepo osvetljena in pa spredi bo jelka, pa šita bojo še gor šle lučke, tako da bo super cute. Ampak to pride pa jutro v vlogu, a ne, Luna? Ja. Zdaj pa ja, pač tukaj bo zdaj začasno moj stol malo bolj tja predstavljen. Prav zato zdaj ni več moj stol, ampak je Lunin stol. Živijo, Luna. Ta luč je drugače amazing, ko ima tek 100 enih nastavitev, pa različne barve lahko daš. Amazing. Ja, pač je mi doma verjetno imela na rdečo, ne vem, ki je pač najbolj božična. Tako da ja, cute, very nice. Ampak jelkico, kakor sem rekla, jutri. Tukaj pa je gospa Jelka, pa moji scrapbooki, ki jih moram še pospraviti stran zdaj. Tekle. Jelkico smo drugače od mami dobila, ker nismo šla kupovati, pa mami je letos na rabi, ker je na dopustu za božič. Tako da mama Jelko smo jo dobila za ston. Yes, pa še okraski mora nekaj biti. Nisem si kar so vzela. Nekje tam spodaj. Sem pa dobila ful novih stvari od Logitecha, tako da dobila sem novo tipkovnico. Oh my god, pač toliko je cute, ker je bela. Malo je večja kot ta, ko sem jo imela zdaj, ker tudi zdaj sem imela Logitechovo. Pa ful je pač fajn kliki, ne vem, tak creamy feeling teh tipke mi je ful všeč. Tako da se že ful veselim, da začnem uporabljati. Evo, poslušaj zdaj to, no. Dobila sem tudi novo miško, ta je črne barve, tako da sem jo odpakirala in je valjda brezžična, kar jaz moram imeti brezžično miško, jaz ne moram imeti na žico. Tole je USB, pa lepa nova miška. In pa dobila sem še nove slušalke, tole so Pro X2 slušalke od Logitecha in so tako gorgeous. Jaz zdajle ful časa nisem imela dejansko slušalk, ker sem jih pozabila prinesti od mami in čisto vsakič sem jih pozabila, tako da sem ful happy, da sem dobila zdaj nove in da so spet v stilu Logitech, jaz moram vse imeti Logitech in lepo mi pašejo na setup, pa ful so kvalitetne, tako da jaz mislim, da bo zdaj, ko začnem gameat, mene nikamor več ne bo, pač oprosti Jan, mene ni zdaj, jaz sem v Infinity Nikki in to je to. Pa ta škatla mi je ful cool, ker ima ful enih skritih kompartmentov, tako ful stvari sem še najdla, a ni amazing?
Evo, in tekle sem pol prepetinala svoj setup, da sem dodala nove stvari in dala noter USB, ki sem ga valjda prvo na robe obrnila in evo me, jaz lahko grem zdaj gameat. Yes, Infinity Nikki, here I come. Pa moje lepe rastlince, ki so valjda fake, ampak lej, koliko cute vse skupaj izgleda pa s temi lučkami, oh my god. Evo, tako izgleda zdaj moj nov setup. Meni je full cozy, pa tu so še neke rastlince, full je cute tole vzadje, pa če sem tok obsessed. Ampak vlogmas se bliža koncu in jaz dejansko letos full nisem veliko komentarjev brala, zaradi tega, ker se je skozi nekaj dogajalo. Teda sem se odločila, da bom zdaj skočila na komentarje in jih bom prebrala. Teda je komentirala včerajšnji video, ko smo bili na Movconu in jaz se iskreno strinjam, sej drugače event je bil full. V redu, pač je bilo fajn, tako pač vedno je konvencija. Ampak tak spodnji prostor, tam, ko je bil klet, je bil dosti prazen, tako se mi zdi, da bi ful lahko več prostora vzeli za artiste. Zgori, kjer je bil artistevi, pa kjer so bile trgovince, je bilo ogromno ljudi. Je bila taka gužva, da dejansko jaz sem bila overwhelmed in sem mogla na eni točki iti ven. Tako da bi pač nekako bilo bolj, če bi dali dva artistelja, da bi bil en zgornji prostor, pa en spodnji. I don't know, pač to bi res ful boljš bilo, malo bi se bolj ljudje, veš, ne bi bili vsi na enem mestu, tako da to se definitivno strinjam, ampak je bilo pa se en ful fajn, ker smo pač skupaj in smo se imeli the best. Hvala Živa za tvoje komentarje, pač ful jih rada berem, ful ti hvala, da čisto vsakega pokomentiraš. Pozdrave tudi nazaj Homelanderju, sem javno povedala, da ga pozdravljaš, ful si bil amazing. Lahko bi dejansko posnela video, kako se riše, lahko enega posname Teja, pa enega jaz, ful bi rada več arta objavljala in to je ful dobra ideja, teda bom rekla Teji, da nam naredi, pa Teja se itak zahvaljujem vsem, ko ste komentirali njen video, ker je bil pač to njen prvi video na mojem kanalu. Ful veliko pomeni, da ste jo lepo sprejeli, pa ja, tega sploh pa nisem povedala dejansko na YouTubeu. Teja in Jan bosta imela svoj slot na mojem kanalu po novem letu, teda bosta tudi ona dva bosta objavljala svoje independent videe, kjer pač mene ne bo, zaradi tega, da imamo mačkem bolj diverse content na mojem kanalu, da nisem skozi sam jaz. In zaradi tega, da pač malo boostam algoritem, zaradi tega, ker pač več videov, ko objavljaš, boljš je. Pa, kakor vsi vemo, nov kanal odpirati zelo se ful ne splača, zaradi tega, ker rabiš toliko ogledov shortsov, kar noben ne gleda danes, da dejansko pa nikoli nisi monetized. Tako da sem ful happy, da boste na mojem kanalu ustvarjala, pa da bomo dejansko pač lahko kaj naredili. Anja Pirc je vprašala, kako sem oživela posušene markerje, iskreno nisem. Zdaj imam že 3 sete markerjev, ker so toliko poceni, ker so 15 €. Mama mi je za božička kupila še en paket. Teda zdaj se mi zihar ne bojo posušili, ker jih imam za naslednje pol leta. Nič več, pol leta, that's it. Pač ti markerji res niso full high quality. Imam definitivno plan, da si kupim boljše. Moram malo več risa, da si bom dejansko boljše kupila. To je to za danes. Hvala za vse komentarje, ki ste jih napisali. Jutr je zadnji vlogmas. Jutro bom z Janom postavila jelkico. Mama že ful enih zanimivih okraskov, teda bo verjetno ful zanimiv video, teda se že ful veselim, da ga bomo posnela, pa da ga jutro objavim. Ne moram verjeti, da je že skoraj fertik. Letos je šlo tok hiter mim. Predvsem se moram zahvaliti Janu, samo zaradi njega je šlo tok hiter mim, ker mi je ogromno pomagal. 2 vlogmasa sta bila samo njegova in to mi je ful veliko pomagalo, sem si lahko jaz vmes vzela kak dan fraj. Pa tudi itak hvala Teji, ki mi je tudi ona pomagala, da sem imela še en dan fraj in to mi je res ful rešilo s cajtom. Pa ful sem bila boljš pripravljena zaradi tega, ker smo z Janom brainstormala, kakve ideje bi lahko delala. Imela smo jih milijon, pol stvari nismo naredila. Kako se je, šlo je full easy. V primerjavi s prejšnjimi leti je bila taka norišnica in letos je šlo full easy, tako da ja, hvala še enkrat. Dejansko sem excited za naslednjo leto, ko bo verjetno še boljš, ker mi da smo zelo tule dost frišno vseljena in smo bila še kar precej v gužvi, tako z drugimi stvarmi. Itak, Movcon je bil crazy, pa ogromno pač ja, drugih stvari. Se ful veselim, da bo drugo leto spet. Definitivno bom delala drugo leto spet, ker hočem priti do 10, da bo pač 10 sezon vlogmasa, naprej pa še ne vem, pa bomo pa videli. Bi bilo zabavno imeti 11. Ampak ne vem, bomo videli, ki bom takrat v življenju. To je to za danes, hvala, da ste gledali, se vidimo jutr, lajkite, subscribite se, bla bla bla, whatever. In lepo se imejte, vidite se nekaj. Čau!